gremo zdaj pomoz te naše kravice. Tukaj imamo vodo, da bomo lahko vime upravili, ker vime je tudi ležalo na tleh, zato treba dobro tudi vime upraviti. Zdaj treba nasesti natakniti. In tako je zdaj videti, kako bo začelo mleko teči. Vidite, kako mleko teče? Tako se še malo zmasira, da čim hitreje mleko teče, da se može čim prej opraviti. Koliko pa da krava mleka? To je pa čisto odvisno od starosti krave, koliko se krmi, predvsem od prehrane. Tako da recimo tale kravica nam bo dala približno 10 litrov mleka, pa še pol 10 litrov zvečer. Tako je kar dosti. Zdaj bi to v 8 minutah, bo možno zaključena. Kravica bo postavila, da bo vime lepo splahnelo, zdaj je polno mleka tukaj noter, da bo vime splahnelo in takrat potem ne bo več mleka noter. Super. Zdaj bomo tole mleko tukaj precedili. Zakaj pa treba mleko precediti? Če slučajno kakšna smetka noter, ampak ponavadi to ni, ampak za vsak slučaj to treba narediti. Zdaj bomo to mleko dali tukaj, kjer je tole hladilna naprava, in bo to mleko ohladilo na 4 stopinje Celzija. Koliko časa se pa hladi mleko? 10 minut bo takšna manjša količina se ohladila. To je prav, da se mleko ne pokvari. Ok, gremo mi zdaj še druge stvari početi, Hvala. In zdaj bomo tole na roki pomozili, kako so nam včasih vozili dedki in babice, ker niso še poznali moznih strojev. In zdaj bomo poskusili, kako to gre. Pravilno se stisnete prvo te kravice, da je dajo mleko. A boš to tudi video malo poskusila? Ne? Pa boš videla, da bo v redu. Se bomo skupaj. Kdo se bo te prvi usedel? Ti, ki si najbolj korajžena, takole damo to med noge, kar poskusi. Spusti. Tukaj stisni. Si videl? Tako. Kar počak. Tako, zdaj pa stisni. Si videl? Pa se je naučil, Ok. A boš ti probala? Boš ti nekaj pošpricala? Takole se ga stisne, pa se tle s tem ostalimi prsti. Že gre. Se meni tudi ni šlo. Ja, se bo. Bo. Ker lahko malo pogledati, da bojo šle dol, ker gor višji pa je, višji. Se bo zdaj pasel do zvečera, da se bojo fajn jedle in da bojo spet veliko mleka nam pridelale. A krave samo travo jejo? Travica je osnovna krma za prehrano govejih živali, drugače pa lahko jejo tudi recimo koruzo, lahko tako celo koruzo, da se zmele, recimo kravice to jejo, lahko jejo tudi kakšno žita, temu sicer se reče močna krmila, ampak osnovna krma v bistvu je pa krma takole, da se pasejo, recimo taka trava, pa seno. Zakaj krave lahko jejo travo, mi pa ne? Če kravice oziroma so govedo imajo različno sestavljen želodec, kakor ljudje, imajo kar 4 dele in en del recimo se imenuje vamp. In v tistem vampu so mikroorganizmi, ki to travico razgradijo. In šele potem lahko kravica posrka tiste hranilne snovi, potem se v bistvu naredi in mleko, meso in tako naprej, tako da lahko kravice živijo.
Ja, vamp je tista stvar, ki v bistvu loči človeka oziroma prežakovalce od drugih živali. Ne? Tako da lahko kravica v bistvu tudi izkorišča voluminozno krmo oziroma travo. Koliko let približno živijo? Tam ena povprečna starost je od 15 recimo, do 20 let. Ne? Toliko časa recimo, kravice lahko živijo in so vesele, srečne. Ne? Okay. Zdaj, ker pustimo kravice, naj se v miru pasejo, mi pa gremo pred hlev, ne pa v hišo. Je pa malce. Hvala? Ja. Okay.